Čau, alieni, jaz sem Alenka Trogrlič oziroma Alien Mama, vaša vesoljska mati. In če me še ne spremljaš na TikToku, ne vem, kaj delaš v lifeu, ker tam sem že objavila video o pariških katakombah oziroma zakaj točen ne hoditi tja noter, ker je nevaren as hell in kaj se ti lahko zgodi. In niso duhovi, bolj scary je. Jim Beam. Če me hočete podpreti ali pa mi kakšen mini božičen darilček dati, pa ne veste kako, ker ste vedno like z mojo kodo Alenka 5 kupovati na Jim Beam in jaz dobim po en mini delček tega in sem full hvaležna in vi imate dejansko doma neki pod palcem za pokazati, tako da. Win-win. Katakombe se nahajajo pod Parizom. Eni ste me sprašvali, kje so? Pod Parizom. Kje pod Parizom? Pod Parizom. They are so huge, da so pod celmu praktično Parizom. Tole je zemljevid. Brez zemljevida se zgubiš, ne prideš ven, ne hoditi sploh noter. Ljudje ne pridejo ven, ali pa morajo biti reševalne akcije, tako da don't do it. Spodaj je kosti od 6 milijonov ljudi. Prišlo je do teh katakomb, ker je v Parizu začelo tako res konkretno zmanjkvati prostora za pokopavanje in so mogli pač poseči po podzemnih predorih. Govorimo o 300 kilometrih podzemnih rovov, polnih kosti, vode, mrazu, teme. In zdaj predstavljaj si, da se ti tam zgubiš in ti še nekdo snečne tako zemljevid in pa lučko. To se dogaja, ker ljudje odspod živijo. Če hočete več o tem slišati, pejte pa na moj TikTok. Prva zgodba. Kamera v pariških katakombah. To je ena daleč najbolj strahljivih zgodb v pariških katakombah. V zgodnjih 90-ih letih se je skupina katafilov, to so ljudje, ki redno preučujejo in raziskujejo pariške katakombe, sprehajala skozi temne prostore, kostnice, predore, ko je na tleh našla videokamero. Na kameri so bili še posnetki in valjda so jih šli gledati in ko so gledali te posnetke, so slišali moreče zvoke. Iz videa so lahko razbrali, da se je moški, ki je držal in uporabljal to kamero, zgubil in ni imel pojma, kako naj pobegne. Bolj ko so opazovali in gledali posnetke, bolj je postajalo jasno. Človek je znorel v podzemni mreži rovov. Videoposnetek se nenadoma konča, ko moški vrže kamero na tla. Še danes nihče ne ve, kdo je bil in ali mu je sploh uspelo priti ven živ. Mnogi verjamejo, da je film As Above, So Below, kakor zgoraj, tako spodaj, navdihnila prav ta tragedija. Druga zgodba. Glasovi ob polnoči. Znana legenda o pariških katakombah, ki je morda povezana z zgornjo zgodbo, o videokameri pravi, da se na grobišču po polnoči zgodi nekaj grozljivega. Legenda pravi, to je zdaj legenda, bodite previdni. Če ste v pariških katakombah po polnoči, po tej legendi začnejo stene in zidovi takrat govoriti. Rečeno je, da vas bodo breztelesni glasovi poskušali prepričati, da se podate še globje v katakombe, dokler ne boste več našli izhoda. In to je tudi legenda, zakaj pa ljudi ne pridejo ven. Pa še eden krivc naj bi bil za to, da ljudje ne pridejo ven, in sicer zgodba, oziroma nekaj, kar se je dejansko zgodil, duh Philberta Asperta. Med francosko revolucijo je bil moški po imenu Philbert Aspert. On je bil vratar v bolnišnici Val de Grace. Na misiji, da bi iz kleti prinesel določen liker, določen alkoholno pijačo, ker je bil majčken pijanček, je Philbert dejansko po nesreči vstopil in nekako zaružil pariške katakombe. Ko se je Philbert sam za eno samo svečo sprehajal po temnih katakombah, se je izgubil in zmedel in ni znal ven. Mnogi menijo, da je bil takrat morda tudi vinjen. Na koncu je Philbertova sveča ugasnila in vse je postalo črno, kot v rogu, zaradi česar ni mogel pobegniti iz globin katakomb. Njegovo truplo je šele 11 let pozneje našla skupina katafilov, torej teh, ki redno preiskujejo in se podajo noter v katakombe. Prepoznali so ga po bolnišničnem obesku za ključe, ki mu je visel na pasu. Aspert je pokopan v katakombah, točno na mestu, kjer je umrl, tako da lahko to vidite, z nagrobnikom, ki opisuje njegovo smrt. Katafili in folkloristi katakomb pravijo, da vsakega 3. novembra Philbertov duh straši po labirintu katakomb. In še ta naslednja stvar, ki je pa tudi zgodba, torej resnična in skriven society v pariških katakombah, torej skrivna skupnost, skrivno življenje. Leta 2004 je skupina policistov raziskovala del pariških katakomb, ki je bil zaprt za javnost.
ker je večina zaprta, samo en delček je odprt prek muzejev. Ko so odkrili nekaj zelo čudnih stvari. Najprej so našli sistem ozvočenja, da so si lahko sporočali stvari, ki je predvajal naprej posnet lajež psa. Torej dobesedno, da če si prihajal, si pač mislil, da nate laje pes oziroma da je tam nek čuvaj in si, I guess, pobegnil. Nato so našli 3000 kvadratnih metrov galerij opremljenih za razne stvari, vžičenih za telefone s piratsko elektriko. Policisti so našli tudi bar, dnevni prostor, delavnico, bivalni prostor in celo kino s prostorom za 20 ljudi. Šokantno, kino sedeži so bili vklesani v kamen katakomb. Najbolj srhljivo od vsega pa je bilo to, da so na stropu odkrili kamere, ki so jih snemale. Nekaj dni pozneje se je policijska enota z večjo ekipo vrnila na območje, da bi pač dodatno preiskali, mogoče koga prijeli, ker to je obviously ilegalno, vendar je vse, kar so odkrili od telefonskih linij do kinematografa, izginilo. Ostal je samo listek, na katerem je pisal: ne išči nas. Ker tole je kratek video, jaz tukaj tudi zaključujem. Še naprej vam želim božanski december. Ne vem, to snemam že, kaj sneg padel, upam, da je. Pridni bote, radi se imejte, Alien Mama out. Aj, čau.